Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti za občutljivejše skupine prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo. Več o tem nam bo povedala Teodora Petraš iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, povejte nam, kako pravzaprav lahko poskrbimo v teh vročih dneh za svoje zdravje. Visoke temperature dejansko predstavljajo zelo veliko breme za organizem, za zdrave ljudi, za bolne, za majhne otroke, za kronične bolnike pa je ta visoka temperatura lahko res zelo, zelo škodljiva. Tako da to so tudi najbolj izpostavljene skupine prebivalstva, majhni otroci, ki še nimajo razvitega termoregulacijskega mehanizma, starejši, pri katerih pa že te mehanizmi malo šepajo, oziroma tudi pri zdravih, če pretiravamo pri teh visokih temperaturah s fizičnimi aktivnostmi, potem seveda lahko pride do škodljivih posledic. Največkrat lahko računamo zaradi visokih temperatur, recimo, da se pojavijo kakšni izpuščaji na koži, potem lahko pride do hudega glavobola, lahko pride do kratkotrajne izgube zavesti. Na splošno pa lahko čutimo eno tako izjemno izčrpanost, ker ta visoka temperatura, celo če je nad 30, 35 ali pa celo 40, dejansko negativno vpliva na celoten organizem. Katere so potem tiste napake mogoče, ki bi jih vi izpostavili, ki jih največkrat naredimo ljudje, sploh v teh vročih dneh in se nam potem vrnejo ter se nam maščujejo? Ja, saj naredimo kar precej teh napak, hkrati pa bi mogoče tudi izpostavila, na kaj naj bomo pozorni oziroma kaj naj naredimo, da ne pride do teh škodljivih učinkov. Vsekakor na prvem mestu se moramo potruditi maksimalno, da se ne izpostavljamo visokim temperaturam. To pomeni, da če smo doma, potem vse aktivnosti, ki jih planiramo za tisti dan, opravimo recimo v jutranjih urah ali pa v poznih večernih urah, ampak se mi zdi, da jutranje temperature so še bolj znosne, zvečer je že malo bolj toplo. Potem, da prezračimo stanovanje, to velja tudi na delovnem mestu, prostore, recimo, če delamo v pisarnah, da to prezračimo v jutranjih urah, pa potem čez dan več ne zračimo. Seveda tukaj bi še omenila skupino ljudi, zaposlene, delavce, ki dejansko delajo zunaj in nimajo možnosti zaščite oziroma večja količina tekočine ali pa zaščitna oblačila, klobuk, drugače pa skoraj nimajo nobenih možnosti, da bi se skrili pred visokimi temperaturami in sončnimi žarki. Tukaj je obremenitev tudi večkratna, ne samo visoka temperatura, ampak tudi sončni žarki, ki direktno pač telo dosežejo, tudi pa še visoka koncentracija, recimo ozona, tako onesnaženost zraka. To so vsi ti elementi, ki dejansko negativno vplivajo tudi na njihovo zdravje. Kaj torej lahko storimo mi sami? Tisti, ki lahko? Ja, zdaj tisti, ki lahko, seveda na prvem mestu, kot sem rekla, to prezračevanje, na drugem mestu seveda ustrezna prehrana. V teh vročih dneh več sadja, več zelenjave in tisto, kar pa je izjemno pomembno, ustrezno količino tekočine. Tukaj mislimo predvsem na vodo in to na vodo iz pipe. To pomeni, da izjemno mrzle tekočine ali pa recimo alkohol, kava sploh ne pride v poštev. Morda v tistem prvem trenutku imamo občutek, da nas zelo lepo ohladijo te mrzle tekočine, vendar čez en čas praktično bo stanje še slabše, kot je bilo pred uživanjem teh tekočin. Če je le možno, potem večkrat dnevno, manjše obroke, uživajmo manjše obroke, ki so bogati s sadjem in zelenjavo in seveda čim več vode, lahko tudi zeliščne čaje, nesladkane ali pa sadne čaje, to se pride lahko v poštev.
Kaj bi še mogoče svetovali predvsem tistim rizičnim skupinam, ko ste jih že omenili na začetku pogovora? Za rizične skupine seveda veljajo vsi ti napotki. Poleg tega, odvisno pač za kakšno bolezen gre pri teh kroničnih bolnikih, je zaželjeno, da se posvetujejo tudi svojim zdravnikom. Morda bo potrebno tudi prilagajati količino zdravil ali pa odmerjanje teh zdravil, ali pa je potrebno še mogoče kakšna dodatna zdravila jemati ali pa mogoče nehati z nekaterimi, tako da dejansko ta vročina lahko vpliva tudi v tej smeri, da poslabša recimo stanje nekaterih kroničnih bolnikov. No in ne smemo še pozabiti na sončne žarke. To pomeni, da gibanje zunaj med 10. uro in 16. jaz bi celo rekla 17. uro zunaj je lahko zelo nevarno, oziroma če je že nujno, da gremo ven, potem sončna očala, klobuk, lahka oblačila, ki so iz prijetnih, lahkih materialov, ne utesnjenih oblačil, tudi svetlejše barve. To so take malenkosti, s katerimi pa lahko prispevamo k temu, da se bomo vseeno malo boljše počutili v teh vročih dnevih. Torej, ta vročinski val je lahko zelo zahrbten in se pozna na našem zdravju. Potem tudi bi mogoče želeli v zvezi s tem še kaj dodati, na kaj opozoriti? Morda bi še enkrat ali še posebej upozorila na uživanje teh mrzlih pijač ali pa recimo sladoleda ali pa sladkanih ali pa sladkih pijač. Verjemite, da s temi tekočinami se ne moremo odžejati. Tisti trenutni pozitiven učinek, ja, vendar dolgoročno, praktično oziroma dlje časa ta učinek enostavno ne ostane in potem telo zahteva vedno večje in večje količine teh pijač, ki so poleg tega, da vsebujejo kar veliko sladkorja, kalorične, in je to absolutno škodljivo za zdravje. Najlepša hvala, da ste nas obiskali v studiu, in hvala za vsa ta pojasnila. Hvala.